Konec zimskega premora v Ljudskem vrtu je spet živahno. Prva sobota v letu 2026 pomeni prelomnico in začetek novih aktivnosti. Priprav na spomladanski del sezone, postavljanje novih vijoličnih temeljev se je začelo v domači bazi, sledi pa po že ustaljeni navadi osrednji del priprav v Turčiji, ki bo tokrat med 12. in 24. januarjem. Vse podrejeno projektu Uspešna vijolična pomlad, ki se bo začela s 1. februarjem, takrat z derbijem proti Celju. Nekateri po prazničnih dneh stopijo najprej na vago, v nogometnem svetu pa so prvi koraki v novem letu že delovni. Na visokih obratih za vijolično ekipo je tokrat novo poglavje še pomembnejše. Moj pogled je, da je potrebno pozabiti zadnjo tekmo prejšnjega leta. Treba se nekaj naučiti iz zadnje tekme. Jaz sem jim povedal ekipi, kaj si želim z danes prvim treningom, kaj želim videti, trener tudi, tako da jaz upam, da te priprave so odločilne, pa bomo lahko vse pokažemo na prvi tekmi proti Celju. Ob začetku zimskih priprav še brez novih obrazov, kadrovske novice gre pričakovati v prihodnjih dnevih. Benji Tete in Žiga Repas se vračata po poškodbah ter sprva vadita po individualnem programu. Jean-Michel Seri je na afriškem prvenstvu, Sikošek, Mbina in Bamba pa bodo po dogovoru izpustili uvodni del priprav. Fedža Dudić je medtem temeljito razdelal delovni načrt, ki ob seriji intenzivnih treningov vsebuje tudi 4 pripravljalne tekme. Željno sam čekao da počne, jednostavno nedostajali su mi treninzi, nedostajali mi rad. Navikli smo da radimo, nekako smo se i tek tamam upoznali 2 mjeseca i onda je došla ova pauza. Došla je, ajde, poslije poraza koji sigurno nije bio dobar, ali dešava se, ostali smo iza nas, tugovali smo koliko smo trebali da tugujemo i gledamo naprijed. Moramo da gledamo naprijed i stvarno očekujem bolje dane za sve nas. Mislim da ova ekipa može puno više. Pokazali smo to u pojedinim utakmicama, u pojedinim momentima, međutim trebamo sigurno kontinuitet za to. Ne možemo da nam amplituda ide od vrha do dna i to će sigurno biti neki prvi cilj koji moramo da popravimo za ovih narednih 5 mjeseci u drugoj polusezoni, da jednostavno imamo jednu konstantu i dobre igre i dobrih stvari, a i ako imamo te krizne momente da oni budu vrlo kratko i vrlo malo. 10. januarja za vračanje tekmovalnih občutkov proti Bistrici, potem pa bodo ob turški obali nasprotniki poljska Jagiellonija, mađarski Debrecen in pa srpska Vojvodina. Gremo Maribor v novo leto 2026 z novo energijo in z enotno skupno željo, da bo letošnje leto boljše kot lansko.